Slovenska Karitas pomaga ljudem popolnoma normalno, seveda prilagojeno v tem času epidemije. Zopet je poudarek na posamičnem prihodu, na primerni razdalji, razkuževanju in pa seveda, da se vnaprej ljudje, ki pridejo po pomoč, naročijo. Nekako smo se že navadili od pomladi, da imamo ta virus med sabo in smo seveda previdni. Želimo pa vsem omogočiti 3 stvari, ki so najbolj nujne. Eno je dom, to se pravi, da imajo ljudje neko varno okolje, kjer so na toplem, kjer pač lahko živijo in pomagamo, kar je v naši moči s položnicam. Drugo je, da imamo to materialno hrano in najnujnejše za preživetje. In pa seveda tretje, da v teh časih, sploh v teh časih, nihče ni sam. To je zelo težko, ker pač je ta fizičen stik v veliki meri onemogočen, vendar pa kljub temu na srečo obstaja tehnologija, ki pa nam v tem trenutku lahko pomaga. Preprosti klic po telefonu, vprašanje, kako ste, kaj doživljate ali kaj potrebujete, je lahko včasih zelo pomembno. Seveda naša najbolj osnovna naloga je ljudem pomagati z osnovnimi potrebščinami, s hrano, z higienskimi potrebščinami in v tem pogledu normalno delujemo in pomagamo vsem 95 000 uporabnikom, ki jim Slovenska Karitas preko leta pomaga. Seveda se v teh razmerah pojavljajo pa tudi nove družine, nova gospodinjstva in sicer predvsem iz razloga, ker so izgubili tako priložnostno delo, kratkotrajne zaposlitve, včasih tudi delo na črno, kakorkoli že si ljudje pomagajo, da lažje preživijo, vendar v času razglašene epidemije so te možnosti veliko manjše. Druga skupina, ki je pa tudi zelo potrebna pomoči, so pa seveda starejši in pa mogoče tudi tisti, ki imajo težave v duševnem zdravju in so še bolj negotovi. Tukaj pa smo za starejše zopet nekako bolj spodbudili to družabništvo nadaljavo s starejšimi v domovih za starejše in pa seveda tudi drugod, kjer živijo sami brez svojcev. Preprosto se da na naši spletni strani prijaviti na tako družabništvo, lahko tudi svojci, ki so oddaljeni mogoče ali pa ki imajo koga v domu, nas pokličejo in bomo poskušali z našimi mladimi prostovoljci vzpostaviti stik in nekako redno biti v kontaktu z ljudmi, ki so osamljeni ali pa v strahu.